Torej, lepo pozdravljeni. Naš današnji sestanek, posvet, karkoli že, okrogla miza, ni čisto, je posvečen tako imenovanemu kočevskemu procesu, ki se je zgodil jeseni 1943 in je velja za prvi pomembni sodni proces nove dobe, nekakšen mejnik tudi med prejšnjim režimom, starojugoslovanskim in novim. O tem bomo besedovali oziroma bodo besedovali, vam bodo predstavili ta proces trije mojstri. Najprej je tukaj dr. Tamara Griser-Pečar, potem je gospod dr. Avbel in dr. Jernejker. Za začetek imam pa nekaj minut jaz. Verjetno bi bilo dobro, da razložim ali saj ilustriram na kratko, zakaj sem tukaj. Bila sem povabljena od revije Pravna praksa, če kaj mislim o tej stvari, in če bi to napisala. In sem to tudi storila in to je bilo objavljeno meseca marca, to se pravi pred dobrim mesecem. In je imelo nekoliko nenavaden naslov, ki je zbudil nekaj pozornosti, in sicer so bili to medvedi pri gradnji ljudske oblasti. Nekateri so bili s tem zadovoljni, drugi so mi pa tudi očitali, da se iz tako resne tematike in tako znamenitega gospoda, ki je bil predstavljen v tekstu, pač ne sme narediti. Zato mi dovolite, da kakšno minuto posvetim medvedom. In to ne tistim medvedom, ki so danes zjutraj nastopali v jutranjih poročilih ob 7. To so kočevski medvedi, ki zdaj prihajajo na dan, zlasti matere z otroki, matere z majhnimi mladiči, in to je čas, ko so medvedi najbolj nevarni. Te medvedi, ki so nastopali v tem tekstu o kočevskem procesu, so drugačni. In sicer so to medvedi, ki so jih cigani, ko še niso bili Romi, vodili po svetu in razveseljavali ljudstvo in nastopali v takih preprostih predstavah, pa tudi v kakšnih preprostih cirkusih. Prispodobo, da se počuti kot medved, ki ga vodijo po svetu, je izrazil v svojem dnevniku dr. Makso Šmudara, ki je eden od kreatorjev tega formalnih plati ljudske oblasti in novega prava. Zapisal je namreč oktobra istega meseca, da vse itak določi CK, nas pa vodijo okoli kot medvede. Torej, kaj to pomeni? Kaj je hotel pesnik povedati? Plešoči medvedi, cirkuški medvedi, so bili nekoč dosti pogosta zabavna točka po Evropi, izvira pa to iz Indije. In sicer se plešoče medvede naredi tako, da se majhnega mladiča odvzame materi in se ga potem udomači oziroma pokroji oziroma strenira. Za začetek se mu prebode smrček in se mu noter vtakne torej železno verigo, krog na verigo prikne. Potem se mu populi glavne zobe, druge pa spili, navadi se ga na človeško hrano in navadi se ga na določene besede, ukaze in predvsem glasbo, da se vede tako, kot človek hoče. Plesati se ga nauči tako, da se ga postavi na vročo
kovinsko ploščo, po kateri potem, da se ne bi preveč opekel, malo pa seveda se, taca z leve in z desne. Te plešoči medvedi, ukročeni medvedi, se popolnoma odvalijo svobode in postanejo pač vodljivi cirkusanti. Po večini Evrope so že dolgo prepovedani, zadnja prepoved je bila leta 2007, ko so v Romuniji in v Bolgariji, ki sta želeli v Evropsko unijo, to dokončno zatrli. Ampak skratka, ko je Max Schluder rekel, da jih vodijo po svetu pogosto kot cirkuška medveda, je imel to v mislih, čeprav ni elaboriral tako, kot sem zdaj jaz. Zdi se mi ta podoba vredna kakšne misli, vsaj v meni jo je izvala, ker nisem edina, en znan poljski avtor, Witold Szablowski, je o tem napisal knjigo o teh plešočih medvedih in o prebivalcih vzhodne Evrope, ki so se odvadili svobode, zato ker so jih ukrotili in jim čut za svobodo zatrli. Zdaj pa, ko je jasno, kaj je z medvedi in nami, bomo šli v zgodovinski oris jeseni leta 1943 in podatkov, informacij o tem, kako je prišlo do tega procesa, kdo je tam bil in kako se je izpeljal. Še preden pa Tamara prevzame besedo, bi rada povedala, in posebej pozdravlja, da je na nek način odgovorna za to srečanje tudi gospa Habič, kajti ona je sprožila sodni postopek, s katerim se slovensko pravo oziroma različni forumi ukvarjajo že celo vrsto let, in nazadnje ustavno sodišče. Mimogrede samo še to, o isti zadevi se pravda še gospod Kovač, ki je izdal knjigo o svojem bratu, ki je bil prav tako umorjen po sodnem procesu v istem času, v istem procesu. Tamara, beseda je tvoja, prosim. Vse prav lepo pozdravljam. V času, ko je v Kočevju potekal zbor odposlancev slovenskega naroda v začetku oktobra 1943, so se 2. oktobra 1943 končale predhodne preiskave za prvi komunistični politični proces, ki je bil nekak vzorec za povojne montirane procese. Namen je bil jasen. Nova, tako imenovana ljudska oblast je skušala izključiti celotno politično, intelektualno in cerkveno opozicijo. Da ni šlo za subjektivno krivdo vsakega posameznika, je razvidno že iz govora tožilca Jerneja Stanteta. Citiram: ko pogledamo vrsto obtožencev, nastane vprašanje, ali sedijo zares ti ljudje na zatožni klopi, ali pa sedi nemara še kdo drugi. Odgovor je ta: na tej zatožni klopi sedi danes celotna slovenska reakcija. Predsednik takratnega izrednega revolucionarnega sodišča dr. Anton Kržišnik je 20 let po kočevskem procesu navedel, citiram: eden glavnih političnih učinkov procesa je bil v tem, da je razkrinkal belo in plavo gardo, dokazal njuno medsebojno povezavo in povezavo z begunsko vlado. Proces je pomenil pomemben prispevek pri razkrivanju vloge Draža Mihajlovića in njegove kraljevske vojske v domovini. Po pozivu protifašističnega zbora ne uničijo belo in plavo gardo, se v istem sokolskem domu, kjer je potekal zbor
in z istim izrekom na steni narod si bo pisal sodbo sam, 9. oktobra 1943 pričela obravnava proti 21 izbranim ujetnikom. Za prvega obtoženca je tožilec Jernej Stante o določil jugoslovanskega orožniškega poročnika Marjana Strnišo. Po poklicu so bili 4 aktivni častniki, 3 duhovniki, 4 uradniki, ostali pa nameščenci in delavci, eni pa bil dijak. Razprava je potekala po noči zaradi nevarnosti nemških napadov, končala se je 11. oktobra ob 6. zjutraj s 16 smrtnimi obsodbami z ustrelitvijo in 4 obsodbami na prisilno delo. Obravnava proti enemu od obtožencev, namreč zobotehniku iz Vrhnike Gabrielu Jasenovcu, je bila izločena. Ta izločitev ni bila slučajna, bila je del procesnega scenarija. Jasenovec je namreč z vednostjo okrožne komisije VOS-a v Vrhniki najprej stopil v vaško stražo in pozneje k četniku. Bil je torej njihov, čeprav je bilo v poročilu VOS-a potem navedeno, da je veze prekinil in da je bil neiskren. Po vojni se je poudarjalo, da je bil kočevski proces izredno pomemben za razvoj kazenskega prava in pravosodja v nastajajoči novi državi. Tako udeleženci na političnem in pravnem odru, kot tudi režimski pravniki in zgodovinarji so kasneje trdili, da je bil izpeljan po splošno veljavnih načelih procesnega prava. Bil bi naj prvi proces proti vojnim zločincem v Evropi. Po mnenju predsednika izrednega sodišča Kržišnika je bil še večji politični in moralni pomen procesa, speljali bi ga naj po načelih veljavnih civiliziranih državah. Svojo lastno izjavo pa je Kržišnik sam izničil, ko je napisal, da je bila, citiram, pravna osnova procesa revolucionarno kazensko pravo, ki so ga ustvarile potrebe po zaščiti temeljnih narodnih dobrin in pridobitev narodno-osvobodilne borbe s fašističnimi okupatorji in njihovimi pomagači iz vrst domačih izdajalcev. Govorjenje o pravnih normah in načelih je bila torej samo farsa. Medtem ko so umori na Turjaku imeli namen, da bi proti revolucionarni strani zlomili moralo, kot je Edvard Kardel to povedal Milovanu Džilasu, pa je bil namen procesa, da bi odvrnil pozornost od grozljivega dogajanja v ozadju. Za kulisami so po hitrem postopku namreč umorili nekaj 100 političnih nasprotnikov v Jelendolu, Mozlu, Badlah, pri Grčaricah, Mačkovcu, na Travni gori in drugod. Že dejstvo, da niso postavili vseh ujetnikov pred sodišče, da so izbirali, kdo najbolj ustreza propagandnim načrtom odgovornih komunistov, jasno kaže, da ni šlo za dokazovanje kakršnekoli krivde. Proces je bil neke vrste gledališka predstava za javnost. Angleži imajo za to izraz show trial oziroma show proces in v nemščini. Torej ni šlo za dokazovanje kakršnekoli krivde. Slovencem in zunanjem svetu ne bi pokazala, kako urejeno in pravično deluje ljudska oblast. Predhodne preiskave, ki so se začele sredi septembra, so trajale nekaj manj kot mesec dni. Kočevje je bilo najprej glavno zbirališče vseh ujetnikov iz Grčaric, Turjaka in drugih postojank vaških straž, posebno iz Notranjske. Zasegli pa so tudi številne civiliste in duhovnike. Večino ujetnikov so potem premestili v Ribnico. Seznam primernih kandidatov za zatožno klop na sodišču v Kočevju se sestavljal nekaj časa. Najprej je bilo predvideno, da bi se sodilo 80 obtožencem, dejansko pa je potem na zatožni klopi pristalo 21. Seznam imen se je neprestano spreminjal, dodajala so se nova in črtala stara. Tako je bilo prvotno na seznamu 6 duhovnikov, med njimi tudi župnik v Begunja pri Cerknici Viktor Turk, ki je bil potem po tako imenovanem hitrem postopku umorjen oktobra 1943 v Badlah pri Grčaricah.
Na koncu so bili na zatožni klopi 3 duhovniki. Najprej so zasliševali ujetnike iz Grčaric, potem tiste iz Turjaka, poleg tega pa so zasliševali tudi ujetnike, ki so jih zajeli drugje. Končna odločitev je, kot sem že rekla, padla 2. oktobra. Na seji vrhovnega plenuma Osvobodilne fronte 21. septembra je Boris Kidrič poročal, da se nahaja v preiskovalnem zaporu okoli 1200 ujetih belo- in modrogardističnih izdajalcev, med njimi težki zločinci, lažji zločinci in tudi zavedenci. Predlagal je in njegov predlog je vrhovni plenum seveda sprejel, da bi proti težkim zločincem pričeli javni sodni proces, ki naj, citiram, vsej domači in tuji javnosti prikaže vso globino in širino izdajstva bele in modre garde. Postavil je 6 načel za kaznovanje, duhovnike prvič, ki so posredno ali neposredno morili, naj se obsodi na smrt, ostale pa nadzoruje in jih pri poskusu izdajstva usmrti. Drugič, s političnimi voditelji in organizatorji se ne ravna kot z duhovniki. Tretjič, morilce in plavogardistične oficirje se ne pošlje v smrt. Četrtič, vse ostale naj se obsodi na prisilno delo. Petič, strelja naj se na vse, ki bodo nadaljevali borbo proti narodu. Ujetnike šestič se naj razdeli na 3 skupine, na morilce, na kaznence, na delo pod nadzorstvom ter tako imenovane oproščence, ki ne bi jih spustili, ampak poslali v delavske bataljone na preuzgojo in jih potem vključili v narodno osvobodilno borbo. Po mednarodnem pravu Jugoslavija po okupaciji ni propadla, po nauku o 3 elementih, tako strokovnjak za mednarodno pravo profesor Dieter Blumenwitz, država propade samo, če stalno izgubi enega od 3 elementov državnosti, namreč prebivalstvo, ozemlje in državljansko oblast in ni nobene možnosti, da jih ponovno pridobi. Kljub okupaciji je torej jugoslovansko kazensko in civilno pravo veljalo še naprej, česar pa komunisti niso upoštevali. Veljavno pravo so zamenjali z tako imenovanim revolucionarnim pravom. Jedro tega je bilo načelo, da se mora pravo podrediti pridobitvam narodno-osvobodilne borbe. Pravniki, ki so zagovarjali tako imenovano revolucionarno pravo, se niso sklicevali na zakone. Odgovorni revolucionarni niso upoštevali torej kazensko-procesualnih načel pravnih držav, primerjava z Nürnberškim procesom, ker so trdili, da so prav tako ravnali pozneje, kaže, da obtoženci v Kočevju še zdaleč niso imeli takih pravic in možnosti obrambe, kot so jih imeli zločinci na zatožni klopi v Nürnbergu. Tožilec Stante je obtožnico vložil šele 8. oktobra ob 8. zvečer, prepozno, da bi se lahko pripravila pametna obramba. Iz dokumentov ni razvidno, ali so zagovorniki sploh pred procesom govorili s svojimi mandanti, oziroma ali so tako priložnost sploh iskali. Že to, da sta 2 zagovornika bila zasliševalca zapornikov v Kočevju in v Ribnici, namreč dr. Martin Briški je pri področnem vojaškem sodišču v Kočevju zasliševal ujetnike iz Turjaka, dr. Branko Premrov pa na področnem vojaškem sodišču v Ribnici ujetnike iz Grčaric. Da sta torej vodila preiskavo v primerih, ki so bili tesno povezani s točkami obtožnice v procesu, in tretji sodni inštruktor dr. Boris Kocijančič pa je bil preiskovalni sodnik na področnem vojaškem sodišču v Ribnici, torej vse to diametralno nasprotuje vsem načelom pravne države. Vsak od njih je branil 7 obtožencev. Poleg tega je sodišče upoštevalo samo priče in dokaze, ki so obremenjevali obtožence, ne pa tudi razbremenilni. Tudi dejstvo, da so uprizorili javni proces, za kulisami pa na tiho več 100 ljudi po hitrem postopku obsodili in likvidirali, kot so oni to imenovali, je indikator za to, da je tukaj pravno nekaj hudo narobe. Zakaj niso vseh ujetnikov obravnavali enako?
Argument, da je šlo za lažje prestopke in kazni, ni prepričljivo, ker so bili po hitrih postopkih izrečene številne smrtne kazni in eno glavnih načel pravosodja v demokratičnih državah je enakopravnost ljudi pred zakonom. To načelo je ljudska oblast grobo kršila. Predsednik sodišča je bil Kršišnik, kot sem že omenila, med nekdanjimi člani sodišča pa so bili dr. Teodor Tominšek, nekdanji tajnik Vrhovnega sodišča v Ljubljani in pomočnik načelnika za sodstvo pri glavnem štabu partizanskem Zoran Polič, te trije laični sodniki, Bojan Polak-Stjenka, komandant brigade, Andrej Cetinski Lev, komandant bataljona in partizan Ivan Puc Dom. Zapisnik pa je vodil Žiga Vodušek Šimen, inštruktor sodnega odseka. Še bolj pomembno je vprašanje, ali sodišče v Kočevju sploh bilo zakonito, saj do sporazuma Tito Šupašič 16. junija 1944 in mednarodnega priznanja na strani zaveznikov je vprašanje legalnosti pravzaprav preprosto. Po mednarodnem pravu Jugoslavija ni propadla, jugoslovanska vlada je sicer šla v emigracijo, ostala pa je edina legalna vlada tudi v očeh Sovjetske zveze. Rekla sem že, da so kriteriji prebivalstvo zemlje državljanska oblast za to, ali je neka država še obstaja ali ne. Na podlagi jugoslovanske ustave, to je treba tudi še poudariti, pa je imel kralj seveda pravico razglasiti izredno stanje, po katerem je za kraljestvo sprejema vse nujne ukrepe, ne glede na pravne in ustavne omejitve. Komunisti pa so pa to zamenjali z nekim revolucionarnim pravom. Delo zagovornikov je bilo slabo, komaj da so kaj ugovarjali nad vsem pomanjkljivim in pogosto posplošenim dokazom javnega tožilstva. Iz dokumentacije ni razvidno, da bi se na kakršnikoli način zavzemali za svoje mandate. Vsi trije pa so v uvodnih besedah poudarjali, da je njihov zagovor časovno omejen in so prevečevali za to, da zagovarjajo ljudi, ki drugače mislijo. Zagovorniki so s tem dali vedeti, da ne stojijo za tistimi, katere bi morali braniti in ščititi. Še bolj jasno postane to po nedatiranem poročilu branilcev, in to se mi zdi pomembno, citiram, vsem je bilo jasno, da očitanega kolektivnega zločina obtožencev v vojaških formacijah, ki so se borile proti narodno-osvobodilni vojski in partizanom, ni mogoče zagovarjati s pravnimi ali političnimi argumenti. Vse je bilo usklajeno s pravnimi in demokratičnimi načeli, obtoženci so bili predhodno večkrat zaslišani, pravočasno so prijeli obtožnice, imeli so možnost razgovora z branilci in lahko so dajali predloge sodišču, bodi se neposredno in po branilci. In še za konec bi rekla še, razbremenilnih prič ni bilo, tožb niso kaj dosti preverjali in se niso niti zmenili, če je obtoženi v nasprotju s trditvijo javnega tožilstva trdil, da sploh ni bil na kraju, kjer ne bi storil neko dejanje. Hvala lepa za enkrat, se mogoče. Hvala dr. Tamari, Griser Pečar. Zdaj pa predajam besedo dr. Avblu. Izvolite, prosim. Hvala lepa za besedo, hvala lepa za soorganizacijo tega dogodka v poglavitni organizaciji Študijskega centra za narodno spravo in v sodelovanju z novo univerzo, na kateri vas tudi v svojem imenu lepo pozdravljam. Zdaj zadeva, o kateri je danes govora in sem prepričan, da se bo o njej še govorilo, ima jasno večplastni pomen. Na eni strani je zgodovinsko simbolni pomen, na drugi strani je pravni pomen in na tretji strani je osebno zadoščenski pomen. Ta zadnji je z vidika tistih, ki so vložili to pravno sredstvo, ki ga bomo danes nastavljali, jasno najbolj pomemben. Zgodovinsko simbolni pomen, ki očitno podčrtuje ravnanje slovenskih sodišč tudi v sodobni Sloveniji
vsaj z mojega vidika, ni tako pomemben, sam pa se bom dotaknil tistega, o čemer naj bi nekaj vedel, in to je pravni vidik. Zdaj, zadeva kot taka z pravnega vidika je v zvezi z njo mogoče zastaviti dve vprašanje. Prvo vprašanje se glasi, ali je tisto sodišče, torej to sodišče, ki je sodilo v narekovajih v kočevskih procesih, delovalo v skladu s tedanjimi standardi. Torej v skladu s standardi, ki so veljali tedaj. In to ne bo moje vprašanje. To bo vprašanje, na katero bo v večji meri, kot se bo izbral, odgovarjal kolega Letnar Černič. Moje vprašanje pa bo naslednje. Ali je ustavno sodišče, pa deloma tudi vrhovno sodišče, ko je presojalo tisto ravnanje v kočevskih procesih, ravnalo v skladu s sedanjimi standardi prepričljivosti ustavnosodne presoje. Torej, moje izvajanje bo posledično relativno ozko. Ukvarjal se bom z prepričljivostjo odločbe ustavnega sodišča. Moje izvajanje tako ni mogoče oceniti kot revizionizem, kot željo po spreminjanju preteklosti, po pisanju zgodovine na novo, po spodjedanju simbolike in tako naprej. Gre zelo za preprosto, skoraj da sterilno, na nek način bomo rekli lahko tudi dolgočasno, torej pravno vprašanje prepričljivosti odločbe ustavnega sodišča na podlagi tega, kar v Republiki Sloveniji velja, na podlagi 3 desetletij demokratične ustavnosodne presoje in standardov pravne države. In preden vam, to bo v drugem delu prispevka, predstavim svoje kritike te odločbe, naj vendarle povem, kaj je pravzaprav ustavno sodišče sploh odločilo. Naj povem, kaj je bil na nek način izrek tega, kar je reklo ustavno sodišče. Torej, pravzaprav je vrhovno sodišče odločilo. Ne? Vrhovno sodišče je odločilo, ustavno sodišče pa je potrdilo z večino 5 sodnikov proti 2, 2 sta bila izločena. Najprej, da je izredno vojaško sodišče Narodno-osvobodilne vojske in partizanskih odredov Slovenije bilo sodišče po tedaj veljavnih standardih. Da ni šlo za sojenje, ki je služilo zgolj predstavi za javnost, torej da ni šlo za show trial. Tretjič, da so bili akterji oktobra 1943 predstavniki tedanje sodne oblasti in da je bilo pri izvajanju tedanje sodne oblasti zadoščeno zahtevam iz naslova načela zakonitosti v kazenskem postopku, kakor tudi, da so bila zagotovljena ustrezna procesna pravna jamstva. Torej, preprosto rečeno, vrhovno sodišče je pokrilo zakonitost kočevskih procesov v luči standardov, pravnih standardov, ki so veljali v tistih časih. Ustavno sodišče pa je to na osnovi standardov ustavne sodne presoje, ki veljajo danes, še enkrat potrdilo, torej pritrdilo vrhovnemu sodišču. In zdaj nekaj točk moje kritike. Prva točka moje kritike je samo trajanje te zadeve. Ta zadeva je pred slovenskimi sodišči trajala nič več in nič manj kot 15 let. 15 let. Torej, zadeva je bila vložena, zahteva za varstvo zakonitosti je bila vložena leta 2007, vrhovno sodišče je potrebovalo 8 let, da je odločilo v tej zadevi, potem je pritožnik vložil ustavno pritožbo na ustavno sodišče leta 2017, ki je prav tako potrebovalo 5 let, da je odločilo v tej zadevi. Zakaj to poudarjam? Ker to, na nek prvi pogled, najbrž ni najbolj v skladu z načelom sojenja v razumnem roku, in drugič, ker v kontekstu te zadeve, ki se je začela leta 1943, upoštevaje, da so verjetno pravno sredstvo vložili tisti, ki imajo pravni interes. Tisti pa, ki imajo ta pravni interes, so pa neposredni sorodniki te osebe, ki niso v najnižji starosti,
je vse to trajanje zadeve bi lahko prispevalo k temu, da v bistvu ta zadeva nikdar ne bi dobila epiloga zaradi nerazumnega časovnega trajanja pred slovenskimi sodišči. To je prva zadeva, na katero moramo opozoriti in na njo posebej opozarjam tudi zato, ker je problem trajanja sodnih postopkov v Sloveniji, čeprav vam statistiko to želijo prikazati drugače, še vedno akuten, kot najbolj jasno kaže ta primer. Druga zadeva, procesni formalizem. Ko človek prebere to odločbo Ustavnega sodišča, se ne more znebiti občutku, da se je Ustavno sodišče poslužilo vseh mogočih procesnih formalnosti na negativen način. Torej na negativen formalističen način, samo zato, da pritožnik ne bi mogel prikazati, utemeljiti utemeljenosti svojega zahtevka. Šlo je za to, da se je grajalo pritožnika, češ da ni še enkrat ponovil vse tisto, kar je povedal v zahtevi za varstvo zakonitosti. Češ da se je samo skliceval na tisto, kar je že povedal na Vrhovnem sodišču. Upoštevaje seveda, da ima Ustavno sodišče pred seboj vselej cel spis in da je ustavni pritožnik na Vrhovno sodišče sploh lahko prišel na podlagi tega, da je tiste navedbe že predstavil pred Vrhovnim sodiščem. Kajti na Ustavnem sodišču z vidika varovanja človekovih pravic praktično se ne sme navajati nobenih novitet. Torej, procesni formalizem. Procesni formalizem pa bom morda tule končal v interesu kratkosti. Druga, oziroma že tretja ost moje kritike se nanaša na kršitev načela in dubio pro reo v skladu s prepovedjo tega, da sodišče ne sme reči ne znam odločiti. Temu rečemo v latinščini bolj učeno prepoved non liquid. Kaj zdaj pomeni prepoved kršiti? Kaj zahteva načelo in dubio pro reo? Načelo in dubio pro reo zahteva, da če je oblastveni organ, katerikoli, še posebej pa sodišče, v dvomu, na katero stran nagniti tehtnico, mora tehtnico nagniti v prid pritožnika. Torej ne v prid oblasti, temveč v prid pritožnika, pri čemer sodišče ne sme nikoli reči, da ni znalo razsoditi. Slovensko ustavno sodišče pa je reklo prav to. Citiram: v delu očitkov, v katerem ni bilo z gotovostjo mogoče izluščiti v upoštevnem obdobju priznanega standarda, Ustavno sodišče presoje očitkov pritožnice ni moglo opraviti, saj stališča, ki ga je v zvezi s tem sprejelo Vrhovno sodišče, ni moglo ne ovreči, ne potrditi. Torej, Ustavno sodišče je meni nič, tebi nič reklo, ne znamo presoditi, ali je imelo Vrhovno sodišče tu prav ali ne, v luči težke dostopnosti tedanjih standardov. Toda, če Ustavno sodišče, ki tega ne sme reči, da ne zna presoditi, če ne ve, kam se tehtnica nagne, jo je treba nagniti v skladu s temeljnim načelom kazenskega procesnega prava v prid pritožnika, v prid obtoženca, obsojenega v tisti zadevi. Vse to se potem v kontekstu te zadeve upleta še zakrivi še eno kršitev, in sicer kršitev domneve nedolžnosti. Treba je opozoriti, da v tem primeru je brez dvoma dejstvo, da posamezniki niso imeli pravice do pritožbe. In da je bilo v bistvu pritožbeno sodišče slednjič šele Vrhovno sodišče. In še nekaj, kar je nenavadno in kar potem pelje k zadnji osti moje kritike. Nenavadno je to, da so nekatera ločena mnenja v tej zadevi želela opravičiti sem ter tja skrhano poštenost tega kočevskega procesa, ker to priznajo, ne? Ni bil popolnoma pošten, ampak po tedanjih standardih je pa vendarle bil pošten, če pa že ni bil pošten, pa tudi nürnberški procesi niso bili popolnoma pošteni. Ne? Ampak to skrhanost poštenosti procesa, kočevskega procesa,
želi ena od ustavnih sodnic v svojem ločenem mnenju neposredno opravičiti zavržnostjo zločina, ki ga naj bi ta posameznik storil oziroma je zanj bil obsojen. To je pa nekaj, kar se v pravu preprosto ne počne. Obratno, bolj ko naj bi bil nek zločin zavržen, bolj vemo pravniki, še posebej pa kazenski pravniki, da je v takem primeru, ker je želja po revanšizmu, ker je želja po obračunu skupnosti s takim posameznikom toliko večja, da je treba v takih primerih še posebej paziti na procesne kavtele. Tu pa vidimo, da gre za popolnoma nasproten zaključek. In vse to je mene, je kolego Letnar Černiča, prignalo v retorično vprašanje, če pravzaprav Ustavno sodišče s tem svojim opisanim ravnanjem, ki sem vam ga zdaj na kratko predstavil, ni opravičilo celo neprava, da ni šlo za apologijo neprava. In vendarle tega vprašanja se nisva izmislila sama, temveč ga je v svojem ločenem mnenju zelo previdno med vrsticami izpostavil akademik profesor Pavčnik, ki je vodilni teoretik v Republiki Sloveniji na področju Radbruchove formule in na področju spraševanja po tem, kdaj je ravnanje neke oblasti, ki še vedno deluje pod črko, pod dežnikom prava, torej formalno navzven pravno, kdaj je to ravnanje po vsebini, po svojih učinkih tako zavržno, da mu moramo po civiliziranih načelih, po etičnih načelih, po pravičnosti, ki je v nas samih, kot bi rekel Pitamic, odreči naravo prava. In s kolegom Letnerjem, nekako kot odmev na to, kar je zapisal tudi sodnik Pavčnik v svojem ločenem mnenju, sva menila, da je ta primer na neposrednem robu tovrstnega neprava, zato sva se svojim člankom tudi kritično odzvala v slovenski pravni javnosti. Ne zato, ker bi želela zgodovino napisati na novo, ker to se ne da, ne zato, ker bi želela za nazaj spreminjati neka zgodovinska dejstva, ker to se prav tako ne da, temveč zato, da bi s to svojo kritiko prispevala k temu, da se taka ravnanja, katerih smo bili priča na tem ozemlju te države v preteklosti, ne bi nikoli več ponovila in zato, da bi slovenska sodišča, drugače kot v tem primeru, odločala bolj pravno prepričljivo za vse tiste posameznike in posameznice, ki v upanju na pravno državo se še naprej dan za dnem obračajo na slovenska sodišča. Hvala lepa. Hvala. No, besedo je že tako rekoč dobil iz ust predhodnika, torej je naj izvoli. Nadaljuj v istem zamahu, nonšalantnem. Hvala lepa, lepo zdrav sem skupaj, hvala tudi Šilskem centru za organizacijo tega dogodka. Lepo je znova videti polno predavalnico na Novi univerzi. Lepo zdrav sem skupaj. Ja, ta zadeva kočevski procesi je morda ne tak šolski primer neuresničene tranzicijske pravičnosti v slovenski družbi. Pa vendarle tukaj na začetku, preden se spustim v mojo videnje te zadeve, bi vendarle poudaril, da morda ta zadeva ni čisto ilustracija dela Vrhovnega sodišča v zadnjih 30 letih pri obnovi postopkov zaradi krivičnih sodb preteklosti. Mislim, da je to pošteno, da to poudarimo, da v zadnjih 30 letih je Vrhovno sodišče obravnavalo po nekaterih podatkih 3000, po drugih 5000 zahtev za varstvo zakonitosti, zahtev za obnovo postopkov na podlagi krivičnih sodb iz prejšnjega režima. Velika večina teh zadev je bila pozitivno rešena. So bili potem tudi posamezniki posthumno oproščeni kaznivih dejanj, za katere so bili obtoženi, obsojeni v preteklem režimu. Nazadnje se lahko spomnimo na zgodbo pokojnega profesora anatomije z ljubljanske medicinske fakultete, profesora Cundra. Vrhovno sodišče je konec marca ga je posthumno oprostilo po več desetletjih, tudi po
angažmaju civilne družbe, ne, pa tudi potem po spremembi prakse, ne, vrhovnega tožilstva. Mislim, da je to pomembno, da to povemo, ne, da ta zgodba ni enoznačna, da v veliki večini zadev je vrhovno sodišče oprostilo posameznike, ki so bili krivično obsojeni v preteklem režimu, seveda pa žal v nekaterih primerih je vrhovno sodišče, pa tudi navsezadnje ustavno sodišče zelo po svoje razlagalo pravico do poštenega sojenja. Moje videnje te zadeve, tukaj se bom osredotočil predvsem na vprašanje, ki izhaja iz celotne odločbe, je, ali je v tistem času obstajala pravica do poštenega sojenja, kot jo razumemo v današnjem času. In skozi celotno odločbo Ustavno sodišče nekako se ne želi dokončno opredeliti do tega vprašanja. Pravi, da ni zbralo dovolj podatkov, da ni zbralo dovolj sodne prakse, mednarodnopravnih podlag, tudi dejanskega stanja, da bi lahko pritrdilo temu, da pošteno sojenje je bilo takrat leta 43 jeseni enako varovano kot v današnjem času. Če se spomnimo, pravico do poštenega sojenja, kaj pomeni? Predvsem pravica do neodvisnega, nepristranskega in poštenega sodišča. Da ne obstaja nobenega konflikta interesov med strankami postopkov, da ne prihaja do tega, če se je prišlo, kar je profesor Griser Bečar dobro povedala, da ena oseba nastopa v različnih vlogah v sodnem procesu. Kaj takega je popolno nasprotju z sodobnim pojmovanjem pravice do poštenega sojenja. In kot pravi kolega Avgol, Ustavno sodišče se ni želelo opredeliti tega vprašanja, ni želelo, kdo ve zaradi katerih razlogov, tvegati tega zaključka, da je bilo pošteno sojenje leta 43 enako kot zdaj, v današnjem času. In seveda, moje videnje te zadeve je malce drugačne kot večine na Ustavnem sodišču. Mislim, da vprašanje, ali je obstajala pravica do poštenega sojenja jesen leta 43, da ni to tako kompleksno vprašanje, tako težavno vprašanje, kot ga želi predstaviti Ustavno sodišče, vsaj večina Ustavno sodišče v svoji odločbi. In tukaj se sprašujem predvsem, ali obstaja pravica do poštenega sojenja. V tistem času obstajala kot del splošnih načel mednarodnega prava, ali je pravica poštenega sojenja že v tistem času obstajala kot del mednarodnega običajnega prava, mednarodnega pogodbenega prava. Zakaj govorim o splošnih načelih mednarodnega prava? Ja, zato ker že od konca Prve svetovne vojne naprej so splošna načela civiliziranih narodov del virov mednarodnega prava, se pravi podlaga za obstoj pravil mednarodnega prava. Mednarodno običajno pravo pomeni v bistvu praksa država, so države spoštovale to pravico poštenega sojenja v tistem času. Pogodbeno pravo pa se vprašanje, ali je obstajala kakšna mednarodna pogodba že pred drugo svetovno vojno, ki je določala pravico do poštenega sojenja. Ustavno sodišče pravi, da ni moglo ugotoviti, da je v tistem času obstajala pravica do poštenega sojenja. No, če gremo na odločbo, tukaj podobno se sprašuje sodnik Jaklič v svojem skladinem ločenem mnenju. On pravi v enem odstavku svojega ločenega mnenja, da je bila pravica do kvalitetne in odvisne strokovne obrambe eno od splošnih načel, ki so jih priznavali civilizirani narodi, kot je med drugim Ustavno sodišče že presodilo v zadevi 67/94, to je odločba o vojaških sodiščih. Konec navedka. Vendar tudi sodnik Jaklič potem tega ne podkrepi. Ni nobene opombe, na sodno prakso, kot počnemo v pravni stroki, ko želimo kaj argumentirati, dokazovati, se sklicujemo na sodno prakso, na mednarodno pogodbo in tako naprej. Jaklič tega ne stori, tako da tudi s tem se ne moramo kaj preveč pomagati. Zgolj trditev. Seveda smo vprašati, ali pa je to trditev, ki jo Jaklič pa tudi sam podajam, ali ima podlago v tistem času v mednarodnem pravu, mednarodnem pogodbenem običajnem pravu. In za odgovor na to vprašanje moramo imeti zgodovino. Zgodovino mednarodnega prava, zgodovino mednarodnega kazenskega prava, mednarodnega humanitarnega prava. In tukaj gremo skupaj, če mi dovolite, v zgodovino mednarodnega kazenskega prava po Prvi svetovni vojni. In denimo v 127. členu
Versajske mirovne pogodbe najdemo pravilo, kjer so zmagovalke v prvi svetovni vojni predvidele tudi pravno podlago za sojenje cesarju Williamu II. Se pravi, poražencem v prvi svetovni vojni in so predvidele ustanovitev specialnega sodišča, kjer bo ta cesar preganjan, ki se mu bodo sodili in kjer mu bodo zagotovljene, in kjer citiram, osnovne varovalke pravice do obrambe. Konec citata. Do tega procesa nikoli ni prišlo. William je doživel, dočakal smrt po naravni poti. Potem tudi v Versajski mirovni pogodbi v 228. in 230. členu najdemo podlago za sojenje vojaškim poveljnikom, odgovornim za nečloveško obravnavo vojnih ujetnikov v drugi svetovni vojni. In na podlagi teh 228. 230. člena je bilo po drugi svetovni vojni upravljenih, izvedenih kar nekaj sodnih procesov pred domačimi sodišči različnih držav. Tukaj dovolite mi, da samo omenim nekaj zadev, ki so se odvijale pred nemškim vrhovnim sodiščem v Leipzigu leta 1991, denimo v zadevah Karl Heinen, Emil Müller, Robert Neumann, Karl Neumann, Max Ramdor, to so vsi bili poveljniki nemške vojske v prvi svetovni vojni, ki so v nekaterih primerih so bili obsojeni zaradi nečloveške obravnave vojnih ujetnikov, v drugih primerih. Vsi ti postopki, to je zelo pomembno, se niso zgodili v enem dnevu. Vsi ti posamezniki obtožnici so imeli pravico do obrambe, so imeli zagovornike, v nekaterih primerih je prišlo tudi oprostitve teh posameznikov. Šlo je za pošten postopek in te postopke iz Leipziga so potem po drugi svetovni vojni bila tudi podlaga za Nuremberško vojaško sodišče, ki so ga potem zavezniki ustanovili. Potem, denimo, zanimivo tudi na podlagi Versajske mirovne pogodbe so potekali procesi v Carigradu med letom 1919-1920, kjer je sodišče obravnavalo obtožbe zoper predstavnike tako imenovanega gibanja Mladi Turki. To je bilo gibanje, ki je bilo odgovorno za armenski genocid. 3 sojenja so bila sojenje kabinetnim ministrom turške vlade, potem sojenje nižjim javnim funkcionarjem in sojenje tudi lokalnim funkcionarjem po celotni Turčiji. Tudi te postopki, še posebej nekaj prvih postopkov je potekalo v skladu s pravico do poštenega sojenja. Je bilo neodvisno sodišče, nepristransko sodišče. Pošteno sodišče. Tudi nekateri, niso bili vsi obtoženci obsojeni, nekateri so bili oproščeni. Glavno pa, kar tudi znanstveniki, raziskovalci izlučijo z teh procesov, je, da se je že takrat izblikovala pravica do poštenega sojenja, pravica do obrambe, kot del splošnih načel civiliziranih narodov, nekateri celo pravijo kot del mednarodnega običajnega prava. Se pravi, kot da je nastalo pravilo zavezujočega mednarodnega prava. Tako da tukaj, v teh procesih ne beremo odločb Ustavnega sodišča. Nič o tem. No, potem, če gremo malce na mednarodno pogodbeno pravo, mednarodno pogodbeno pravo že pred drugo svetovno vojno vsebovalo pravico do obrambe, pravico do poštenega sojenja, ali se je ta pravica oblikovala šele kasneje. Tukaj lahko tudi zanimivo najdemo Ženevsko konvencijo o pravicah vojnih ujetnikov iz 1929. leta. Dovolite mi, da preverim nekaj členov. 61. člen te konvencije pravi, da noben vojni ujetnik ne sme biti procesiran brez pravice do obrambe, vsi morajo imeti pravico do zagovornika. Potem 62. člen pravi, vojni ujetniki imajo pravico do zagovornika, ki si ga sami izberejo, za razliko od kočevskih procesov, kjer so bili jim vsiljeni. Potem 64. člen, tudi zanimivo, ker Ustavno sodišče v enem delu pravi, da tudi na Nuremberškem procesu ni bilo pravice do pritožbe. 64. člen Ženevske konvencije o pravicah vojnih ujetnikov pravi, vsak vojni ujetnik ima pravico do pritožbe zoper sodbo. Leta 1929. Tako da lahko, zaključimo,
tako mednarodno pogodbeno pravo kot mednarodno običajno pravo sta že v tistem trenutku, konec 30 let, vsebovala, vključevala pravico do poštenega sojenja. No, če pa gremo iz mednarodnega prava v slovensko pravo, v odločbo, ki jo je vedno znova tako rad poudarjal in omenjal pokojni profesor Lovro Štur, odločbo o uporabi določb uredbe o vojaških sodiščih, odločbo, ki je Ustavno sodišče podalo takoj v začetku 90-ih letih, takoj po demokratizaciji, ki je bila potem tudi podlaga za te obnove postopkov, zaradi spremembo zakona o kazenskem postopku, na podlagi katere je bilo potem vloženih več kot 1000 zadev. Tudi Ustavno sodišče pravi, da so bili procesi po drugi svetovni vojni v neskladju z splošnimi načeli mednarodnega prava in da mora Republika Slovenija kot del svojih pozitivnih obveznosti omogočiti obsojencem oziroma družinskim članom, da obnovijo te postopke. Ustavno sodišče v odločbi Kočevski procesi omeni to odločbo iz prvega mandata Ustavnega sodišča. Le mimogrede, sploh se z njo začne ukvarjati. Tako da vse to, kar sem povedal, bom zdaj tudi zaključil, lahko ugotovimo, da pravica do poštenega sojenja je že pred začetkom druge svetovne vojne štela med splošna načela mednarodnega prava, bila je priznana v mednarodnem običajnem pravu, kot tudi mednarodnem pogodbenem pravu, pa navsezadnje tudi Slovensko ustavno sodišče je v začetku 90-ih let enako ugotovilo samo, češ da so bili te procesi v nasprotju z načeli, ki jih priznajo civilizirani narodi. Hvala. Hvala lepa. Mislim, da je vedno zanimivo. Za začetek bi rada vedela, ali kdo od vas, ja, takoj. Kar me malo preseneča, da niste postavili pod vprašaj sodišča kot takega. Kje je legitimacija, da je to sodišče v Kočevju sploh lahko imenujemo sodišče? Prosim. Priznam, da se posebej s tem zgodovinskim elementom tega naziranja Ustavnega sodišča nisem ukvarjal. Že prej smo omenjali izmenjavo stališč, ki se je odvijala v pravni praksi. Na predstavljena stališča se je odzval tudi kolega iz Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, ki je tam navedel sodno prakso Slovenskega ustavnega sodišča, na podlagi katere je potem tudi Ustavno sodišče v tej zadevi to sodišče okarakteriziralo, torej organ, ki je sodil v kočevskih procesih, okarakteriziralo kot zakonito sodišče po tedanjih standardih. To vprašanje, ali je bilo zakonito ali ni bilo zakonito sodišče na podlagi takratnih standardov, to vprašanje mislim, da ni težko. Jaz tudi mislim, da ni. Ni težko vprašanje. Zagotovo, vsaj po mojem mnenju, ni bilo nezakonito sodišče. Je bilo zakonito sodišče ene strani v državljanski vojni, ki je potekala znotraj odporniškega gibanja na ozemlju slovenske države. Tudi ni bilo sodišče v skladu z pravico poštenega sojenja, kot sem jo ravnokar razložil. A veste, vsa ta sodišča v Leipzigu, v Istanbulu, pa potem tudi v Nurembergu po koncu druge svetovne vojne, ta sodišča so bila ustanovljena kot neodvisna in nepristranska sodišča. Na njih so sodili nepristranski, neodvisni sodniki, vrhunski strokovnjaki. Na njih so kot tožilci delovali res izjemni strokovnjaki. En izmed njih je še vedno živ, Bene Ferenc, en izmed tožilcev na Nuremberškem sojenju. Tako da to je, kot če bi primerjali Hruške z Javorki. Ni šlo za zakonito sodišče.
Pa to bi bilo pravzaprav, dovolj samo dodatek. To bi pravzaprav moralo biti prvo vprašanje, s katerim bi se Vrhovno sodišče pa Ustavno sodišče moralo soočiti. Ja. Ja, sej se je, ne? Sam ga je narod govorilo drugače kot vidva. Okay. Amam jaz lahko v zvezi s tem eno vprašanje, ki se veže na prvi sprejem. In sicer, ko je junija leta 17, Vrhovno sodišče odločilo, kot je pač odločilo, se pravi, da je priznalo legitimnost in zakonitost sodišča, je bil veteran kazenskega prava, dr. Ljubo Bavcon, zaprošen za komentar. Objavljen je bil v časopisu Dnevnik in njegov komentar se recimo glasi kratko takole: tako glede ustanovitve, kot glede postopkov, da je bilo to v redu, o sodišču in njegovih postopkih je, torej, eden od argumentov za to, da je bilo v redu sodišče in proces, pravi Bavcon tako, da je o tem že med vojno pisalo zavezniško časopisje, saj so bili na procesu navzoči nekateri predstavniki zaveznikov. Že tedaj so povedali, da je ta proces potekal zakonito in legalno. Zdaj, če bi bila jaz Amicus Curiae oziroma Amica Curiae, bi takoj vprašala, a res, a so bili zavezniki tam? Kolikor sem jaz videla na fotografijah, je bil en sam. Bil je, ampak en sam. Skratka, ni šlo za ednino in množino. Ta postopek pisateljski, da se iz ednine naredi množino, je zmeri znak pretiravanja, ki ga je treba majhno ohladiti, če hoče človek pošteno in trizno presojati. Naprej. Če je pisalo časopisje zavezniško, veste, to poznavajoč časopise in novinarje, to ne more biti tudi ne zelo resen argument. No, zdaj pa o samem predstavniku zaveznikov, to je bil major William Jones. K njemu se da pripomniti več stvari. Prvo, ni znal slovensko. Drugič, mislim, tudi če je bil tam kakšen prevajalec, a veste, vsi tisti prevajalci, ki so na rogu prevajali, so bili šibki v angleščini in lahko domnevamo, da so bili posebej šibki v strokovni pravniški angleščini, ki je, a veste, vseh jezikih je to precej komplicirano. Človek mora biti posebej uveden v vse termine in navade in tako naprej. Poleg tega bi bilo dobro povedati, da je bil William Jones med partizanskim vodstvom zelo priljubljen, sicer pa ne, bil je zelo konfliktna, posebna oseba, bil je tudi potem razrešen funkcije, zato, ker so med zavezniškimi samimi, torej v tej enoti, je prihajalo večno do konfliktov in pa je Jones se stepil na konc, ko so se tako skregali. Kakorkoli, en njegov kolega je izjavil, da je bil to en imeniten človek, namreč Jones, ta Kanačan, ki je bil človek levjega srca in mišje pameti. A kdo kaj ve o zavezniških odmevih, s katerimi legitimnost argumentirajo v smer pravičnosti teh? Ne veste? Ne. Ok, hvala, dobro. Mogoče pa en stavek. K temu, to vaše izvajanje nas vabi k tej zgodovinsko-simbolni dimenziji tega procesa.
ki je očitno, kot ste sami tudi povedali, izjemno pomembna. In treba je razumeti, kakšno vlogo ima pravo pri ustvarjanju te zgodovinske simbolne dimenzije. Namreč, stvari, ki se okrog nas dogajajo, ustvarjajo neka zgodovinska dejstva. Nekaj se zgodi. Danes se je zgodilo tale okrogla miza. To se bomo vsi strinjali. Ko bomo šli ven iz te sobane, se bomo vsi strinjali, da se je zgodila ta okrogla miza. Ampak kako bomo mi to okroglo mizo razumeli? Kakšen status bo imela v družbi? Kakšen značaj bo imela? In kakšen bo imela svoj institucionalni vpliv? Je pa odvisno od tega, kakšno vlogo in funkcijo bo pripisala družba. In družba ima en izjemno pomemben mehanizem, iz katerega iz zgodovinskih dejstev, nečesa, kar se je zgodilo, ustvari institucionalna dejstva. Torej, tista dejstva, ki so podprta z močjo, tudi s prisilo in ki potem potujejo naprej skozi proces socializacije in ustvarjajo narativ skupnosti, zgodbo skupnosti, skozi katero je ta družba socializirana. In ta proces očitno, jaz o njem premalo vem, ampak ko zdaj razumem žolčne odzive določenih kolegov, pa ko vidim neprepričljivost tega odločbe Ustavnega sodišča, pa ko ste me vi zdaj opozorili na odziv staroste tega slovenskega kazenskega prava, je očitno moral biti zabetoniran kot institucionalno dejstvo v slovenski simboliki, ki drži ta narativ skozi ta vel, ki se nam dogaja. In pravo je tukaj igralo dvojno vlogo. Pravo vselej igra dvojno vlogo. Ne? Pravo je na eni strani zato, da oblast omejuje, to zlasti se dogaja v pravnih državah, ki so ustavne demokracije, to, da pravo lahko po drugi strani omogoča tudi izvajanje oblasti. Takrat pa ne govorimo o pravni državi, ampak imamo opravka v državi s pravom. Torej, država, ki svojo politično moč s pomočjo prava to politično moč betonira potem tudi v narativ skupnosti, v zavest skupnosti, v kateri mi živimo. In saj jaz, na podlagi tega, kar sem vam danes želel povedati, to dogajanje v zvezi s to zadevo razumem kot enega v kamenčku tega mozaika grajenja te krepostnega narativa o naši, žal, ne zelo krepostni polpretekli zgodovini. Ja, hvala za to mnenje. Tako. Zdaj pa, spoštovani obiskovalci in obiskovalke, bi rada odprla prostor razprave za vprašanja, pripombe. Tako, prosila bi samo za začetek, a ne, da ste jasni in kratki, da ne bi zdaj povozili predavateljev z novimi predavanji. Gospod Kinderhofer. Jaz imam eno vprašanje. Vsi doživljamo vedno, kada se gre za neka dejanja v preteklosti, posebno za zločine, da se akterji ali tisti, ki to opravičujejo ali poskušajo opravičiti, zgovarjajo na takratno pravo. Takrat je bilo takšno pravo. In smo pravilno ravnali. In sedaj me zanima, ta kočevski proces je bil v okrilju komunistične revolucije. In jaz mislim, da takrat ni obstajala neka državna struktura, ki bi bila legitimna. Zato me tudi zanima, kako je zdaj, a lahko primerjamo to sodišče v Kočevju, naprimer z nemškim Hitlerjevim sodiščem, kateremu je predsedoval Freisler. In kako je to Freislerjevo sodišče bilo ocenjeno na Nürnberškem procesu. Mislim, da so tu neke paralele, da ne moramo kar tako reči, kot je Ustavno sodišče poskušalo ugotoviti, da je bil ta proces v skladu s tistimi pravnimi pravili. Jaz mislim, da je še hujše, gospod Kindelhofer. Nemško sodišče je bilo vendarle, čeprav je bilo v totalitarni državi, eno ustaljeno sodišče. Ne? To sodišče pa je nastalo pravzaprav na
popolnoma Ad hoc. Ja, ad hoc, popolnoma brez kakršne koli podlage. Čeprav so rezultati bili seveda enaki na eni in na drugi strani. Ne? Ampak to so pol ustoličili popolnoma kot vzorc za povojne, če pravnike te prejšnje številke berete leta nazaj, se piše noter, jaz sem namreč pozabila v taksiju, sem imela enega sabo, piše noter, da je to vzorec za povojne procese. In so taktično zelo dobro postavili, recimo, da je Erni bil oproščen, to se je zgodilo v božičnem procesu. Tudi tam so tistemu, ki je bil pol oproščen, celo en naslanjač prinesli, vsi drugi so sedeli na trdih klopeh, ne, kar je še posebno smešno. Je toliko rečeno ena razlika, prosim, nisem se... Glavno je tisto, da že v tistem času so obstajajo določene minimalne predpostavke človečnosti, ki morda, veste, jih niso priznavali, ne, partizanski deli niso priznavali teh predpostavk, vendar so obstajale, veste, v mednarodnem pravu, v mednarodni skupnosti, saj od Društva narodov naprej, od Versalske mirovne pogodbe v mednarodnem običajnem pravu. In te postavke so obstajale. Zagotovo se strinjam z vami, zato je potrebno potem označiti ta proces kot polno nepošten, nezakonit. In ga ni težko ga je tudi z pravnega vidika opravičevati. Še posebej to, da je ena ista oseba delovala v večjih vlogah v sodnem procesu. Se hecamo glede tega. Že v tistem času so obstajale predpostavke v splošnih načelih mednarodnega prava kot v mednarodnem običajnem in pogodbenem pravu. In Ustavno sodišče v svoji odločbi tega ne prizna. Čeprav ne drži, kot oni pravijo, da ni bilo jasno v tistem času. Je bilo, pa še kako jasno. Torej, ampak če smem na to se navezati, Ustavno sodišče je razmišljalo drugače. Ustavno sodišče se ni razumelo v funkciji tega, da je ono opravičevalo, zakaj to ni bilo pošteno, ampak je, in to sem prej pozabil povedati, v svoji formalistični nameri dokazno breme obrnilo. In je reklo tole, stranka bi morala posebej dejansko, torej dokazno breme je bilo, stranka mora posebej dejansko utemeljiti, kako naj bi dejstva, torej katera pa so bila zdaj dejstva, te tudi Ustavno sodišče priznava, da obtoženi ni imel možnosti ugovora zoper obtožbo, da ni imel dovolj časa za pripravo svoje obrambe, da je bil zagovornik obtoženega hkrati tudi njegov zasliševalec, ter da je hkrati zastopal v narekovajih 7 soobdolžencev, da je bil sodnik v zadevi oseba, ki je bila predhodno določena kot tožilec in je kot tak tudi spremljal predhodni postopek, da sodba, čeprav so pravila določala, da mora biti pisno izdana, do tega ni prišlo in je bila samo razglašena in nikdar vročena. Torej, Ustavno sodišče je reklo, mi vse to priznavamo, to se je res zgodilo, ampak vi niste dovolj z dejstvi dokazali, kako naj bi to kršilo tedanje standarde poštenega sojenja, za katero Ustavno sodišče pa tudi ni moglo razbrati, kakšni so bili. Torej, s kančkom pretiravanja je bil posameznik postavljen pod neke vrste probacijo diabolika. Torej, ni uspel niti dokazati, kateri so bili Ustavno sodišče, niti ni vedelo, katera je gornja premisa, kateri so tisti standardi, ki so v tedanjem času veljali. In seveda, če ne veš, katera je gornja premisa, potem posameznik tudi ne more nikoli dejansko izkazati, kako spodnja premisa paše kot ata na mamo na zgornjo premiso. In to je tisti formalizem, ki bije v oči vsakomur, ki prebere to odločbo Ustavnega sodišča in ki jo napravlja zelo pravno neprepričljivo, ne da bi mogel karkoli sploh reči o kočevskih procesih. Jaz govorim tukaj predvsem, in to je tisto, kar se nanaša na danes in na našo prihodnost, da imamo mi neko Ustavno sodišče, ki je ravnalo v tem primeru, po mojem mnenju, izjemno pravno neprepričljivo. Kočevskega procesa nimamo, jaz upamo, da se ne bo več ponavljal, da takšen civilizacijski napredek smo pa že naredili, ampak imamo pa tako Ustavno sodišče tukaj in zdaj, pred katerim so še številne nove zadeve, o katerih očitno odloča poprečno 5 let. In to je velik problem, o katerem bi se morali tudi pogovarjati.
A bi se kdo oglasil? Ja, prosim. Mene pa zanima naslov knjige, ki jo imate pred seboj na mizici. A je, tole, od tega gospoda Kovača? Ja. Kočevski, torej, Milan Zdravko Kovač, Kočevski proces. Podnaslov Življenje in smrt Borisa Kovača. In potem so letnice njegovega rojstva in smrti. Označen je pa kot vojak jugoslovanske vojske v domovini. Naslednje sem eno vprašanje, ki je gospod pritožnica tukaj. Ali je pritožbena Evropsko sodišče za človekove pravice vložena? Jaz sem bil z vašim pravnim zastopnikom takoj po objavi odločbe Ustavnega sodišča na zvezi, pa je rekel, da se pripravlja, potem žal z njim nisem več bil. Skratka, ali greste na Evropsko sodišče za človekove pravice? Ja, gremo in je že poslano na Evropsko sodišče. Ok, hvala. Prosim, gospod Fink. Kratko, samo spomnil bi na klauzulo Martens, kar ste vi prej aludirali, to ena. Drugič pa, mislim, da pri vsem tem nekako preletalo vso to zadevo klasični izrek v latinščini, ali rex facit legem, ali lex facit regem. To je skoraj besedna igra, pa vendar bistvena razlika. Ali ljudje delamo kar tako pavšalno, arbitrarno, kakor se nam zdi, kot se kaže, da je bilo vse tole, ali je nekje ena substanca, ena podstat, iz katere potem izhaja vse ostalo, tudi klauzula Martens in polno drugih principov, ki sta jih dva omenila. Še, Ivan. Jaz bi bil pa eno vprašanje, ki me obega. Zakaj se v teh vseh naših sodnih povojnih postopkih nikjer ne omenja Haška konvencija o oboroženih spopadih na kopnem, ker je šlo v bistvu to za vojaško, bom rekel, neko sodstvo v končni fazi, ne, ampak tega nikjer ne morem zaslediti. In se mi zdi, da to predem v Sloveniji ne obstaja, čeprav recimo proces Kanonova, tam se sam bazira vse na Haški konvenciji. Ja, res ne, že v tistem času je obstajala tako ženevska kot Haška konvencija, kot mednarodno običajno pravo. Zakaj je temu tako, na to vam ne morem govoriti. Morda je odgovor v sociologiji slovenske pravne države. Ima še kdo kakšno pripombo? Tukaj bi mogoče bilo dobro upozoriti na pravno analizo Dietra Blumenwitza. Pravzaprav edina mednarodno pravna študija, midva sva skupaj delala, jaz sem delala Razdvojeni narod, on je pa pravno analizo naredil, v kateri je to vse pravzaprav zelo dobro predstavljeno. Šla je v nemškem jeziku in v slovenskem. Ne. Pravzaprav zelo malo uporabljena v Sloveniji. Zelo neljuba študija, če smo imeli to podbor. Ja, ki se jo raje ne citira in ne omenja. Ja, gospa, prosim. Jaz bi imela drugo vprašanje. Kot dočaknja ubitega Draga Kovačiča, kar sem izvedela šele pred nekaj leti. Me zanima, če se ve, kje so pokopani. Gospa, jaz žal v tem ne vem ničesar. Tamara mogoče? Ali to drugo? Jaz vam lahko povem, da sem zahtevala mrliški list od mojega očeta in sem dobila v mrliškem listu kraj smrti Ljubljana. In sem se na to pritožila in so mi rekli, da so napisali kraj smrti zadnjega prebivališča. Torej v Mozlu so bili. Potem so napisali, da je bil
ubit v Mozlu, v Kočevju, sem se spet pritožila in sem jim razne fotokopije raznih člankov predložila, da vsi trdijo, da so bili pobiti v Mozlu. In šele četrtič, na četrto pritožbo, sem dobila kraj smrti Mozel, kar je tudi v tej knjigi kopija tega in to je bilo moje prvo zadoščenje leta 2005. Bi Tamara še kaj več o Mozlu ali čem drugem? Ne, torej ti so bili očitno in sicer takoj potem, ko je bila pomilostitev pravzaprav odvrnjena, ker piše zapisniku, če smem to kratko prebrati, ugotovi se prvič političnega razloga za pomilostitev ni, kot da bi bil politični razlog važen. Drugič, iz juridičnega stališča je sodba popolnoma v redu. Poleg tega je Boris Kidrič takrat hvalil tudi delo zagovornikov, ki da so v polni meri izvršili svoje naloge in jim gre vse priznanje. In to je seveda tudi zelo sporna izjava. In takoj po seji izvršnega odbora Osvobodilne fronte so potem poslali dopis na sodni odsek, na generalni štab, centralno komisijo, VOS-a, ki je takrat še obstajal, in izrednemu tožilcu, in da se prošnji za pomilostitev ne ugodi. In potem so, kot je tudi Jakob Mavec, eden od 3 duhovnikov, ki je bil sicer oproščen, pa 45 leta je kot bojnik urad bil tudi umorjen, so jih še isti dan ob 6:30 zvečer odpeljali. Proti Mozlu, ja. Vest, ampak prej bi pa dala še tamle gospodu, ki je prej dvignil roko. Izvolite. Mene zanima na kratko, ali je v tem procesu bil kadarkoli omenjen predvojni kazenski zakonik iz leta, na kakršenkoli način iz leta 28. Opirali so se na zaščitni odlok, ki so ga sprejeli 16. septembra leta 1941, ki je predvideval vrhovni plenum, ki se je takrat imenoval v Slovenski narodno-osvobodilni odbor. In v tem piše sicer, da so ena sodišča, ki so tajna, ni bilo možnosti pritožbe, ampak jaz sem resnično iskala, takega sodišča enostavno ni bilo. To je popolna izmišljotina, ker so enostavno Kardelj in ko so pošiljali, koga je treba pač umoriti v tem tistem trenutku in so na tak način izvrševali tako imenovane sodbe, ki jih ni bilo. Aleš Vesk? Ja, prej gospod pred mano tudi omenil enega nemškega pravnega strokovnjaka, ki mu je Hiktar, kar jaz sem rekel, ja, pravite, da se je njim pomembno, moj Višinski mu je rekel, ker se je kot urednik revolucijo izobrazil in je prinesel principe Višinskega v nemški. To se pravi, nemški pa sovjetski model sta bila pravno enaka, v kar jaz sem je Višinski pač obrnil zadevo in bilo treba dokazati krivde, ampak smo mu nedolžni dokazati. Jaz mislim, da je bilo tukaj v tem procesu ključno to, da se je ta sovjetski model Višinskega uporabljal, mi se govorimo o nekih zaščiti, v resnici pa ne vem, kdo je pa tisti pravni veljak, pa nas kaj pa nesel ta princip na to sojenje. Mislim, da to je ena pomembnih zadev na to. Ja, hvala. Kino Kofre še enkrat? Jaz bi samo še eno epizodo povedal, ki mogoče malo ilustrira današnje stanje v sodstvu. Verjetno mnogi poznate Miha Cenca. On je bil taboriščnik na Golem otoku in po naših spremembah je bil predsednik društva žrtev komunističnega nasilja
In kot predsednik tega društva je bil na sprejemu pri gospodu predsedniku Republike Milanu Kučanu. In ga je o tej problematiki seznanil, da je zelo veliko obsojencev, mislim, po vojni, kateri procesi bi morali doživeti revizijo. In gospod Kučan mu je rekel, veste, jaz sem pravnik. In mi ne moramo kar tako razveljaviti tožbe in ljudem dajati odškodnine, vsak mora to posebej pokazati. Na kar mu je Cenc rekel, ja, kaj pa, če bi označili takratno sodišče kot brezpravno. In na to mu je gospod Kučan odgovoril, prosim, pustite meni moja sodišča. Kaj ne rečem? Smejem se, čeprav je stvar seveda britka, ne? Ja. Dobro, hvala tudi za ta... Aha, gospa, izvolite. Ja, mislim, mogoče v drugo smer dala en zvedok. Tukaj smo v glavnem vse starejši ljudje, tisti, ki nas zanimajo stvari. Sem pa jaz drugače iz pedagoškega poklica upokojena in vedno vsako stvar, ki jo slišim, jo reflektiram na ta poklic in na možnosti, ki ga daje. In letos smo dobili nov dan spomina na žrtve komunističnega terorja. Predlagam, da organizatorji, vsi, ki veste veliko o tem, da na ta dan, naslednja leta, po vsej Sloveniji organizirate primerno mladim različna takšna predavanja, pri katerih bodo izvedeli na primeren način in začeli razmišljati in ozaveščati preteklost oziroma jo povezovati s tem, kar se jim zdaj govori. Da ne bom predolga, vi to vse razumete in predlagam, da to naredite. Jaz sicer prihajam iz Društva katoliških pedagogov, ker imamo letos 4. mednarodno konferenco na temo vzgoja za ljubezen do domovine in države in tudi ob tej priliki bom mojim kolegom predlagala, da organizatorjem današnjim stopimo v stik in malo se kaj lahko skupaj naredimo. Ampak vračam se na to prvo. Prosim, če to upoštevate in na primeren način seveda mlade pritegnemo, ker drugače je vse skupaj tako kot je. Hvala, gospa. Hvala za pobudo. Še? Kdo? Ne, zdi se mi, da ne. Potem se vam vsem zelo lepo zahvaljujem. Vi ste zelo pozorna in vajnika, disciplinirana in očitno je bila tema zanimiva, dobro izbrana. Seveda se posebej zahvaljujem trojici predavateljev, ki so nam predstavili zadevo in če Bog da, bomo še kdaj na svetu gospe o tem govorili pred kakšno drugo publiko. Hvala lepa vam naslednje. Gospa bi rada še... Jaz bi se rada vsem zahvalila, kakorkoli razmišljate v pozitivnem smislu, da se sploh kdo zanima za ta primer. Hvala lepa vsem obiskovalcem in vam. Hvala.